jaz pravim tako, ne glede v kak stanje so me pač spravili, jaz sem popolnoma zdrav, uredov človek, vesel, nasmejan in poln ljubezni do vseh, tudi do njih. Ker sem jim neizmerno hvaležen za to izkušnjo, katero doživljam, in če bi bilo potrebno, bi to še enkrat izkusil, ker je vredno za vse nas, naše brate in sestre. Me veseli, da se končno je začelo zedinjenje oziroma združevanje enako mislečih borcev luči, svetlobe. Zato sva pač se s partnerko tudi odločila, da to raziskovanje, ki je bilo kar nekaj letno tudi borba ne proti sistemu, ampak borba za mir, ker proti nečemu se boriti je brez veze, biti moraš za drugačnost. Zato sva se odločila to zadevo prevesti, spraviti na papir, dati v ta priročnik, zato da bo vsem lažje, zato da boste videli nekako, kako se komunicira z policajem, kako se komunicira z sodnikom. Nekateri me sprašujejo, ja, kaj pa če jaz policaju rečem, ne, pa me bojo pa odpeljali. Ne mu reči, ne dam. Ampak treba ga je vprašati, ali ti meniš, da sem jaz pristojen, da ti kažem nekaj, kar ni moje. Ker morate vedeti, da domnevna osebna izkaznica, to ni vaša last, to je last korporacije, ki jo je izdala. In s tem, ko vi izkazujete domnevno istovetnost z temi plastičnimi karticami in te zadeve, vi izvršujete kaznivo dejanje kraje poslovne identitete. Oni vas napeljujejo na to, jaz jim tega ne kažem. Jaz jim rečem, nimam. Če hoče pogledati, mu dam razglas, da sem živ, če ne pa tudi prav. Peljati me pa tudi nima pravice nikamor, ker se me ne sme niti takniti. Nimava nikakršne pogodbe, nima nobene pristojnosti, nima niti prokure svojega komandirja, da se lahko on na kakršenkoli način pogovarja oziroma trguje z zastopnikom naravne osebe. On tega nima, on to ne more, on je pristojen samo za pravne osebe. To v priročniku tudi opisuje naravna oseba, fizična oseba, pravna oseba, in te zadeve. Zato v bistvu moram reči, da je, vse če pa kjer karkoli ne ve, lahko Primoža vpraša, lahko tudi mene pokličete, ni problema. Sodniki, na primer, isto sodnik, ko vam pošle iz sodišča pošto, ja, on to nima, v bistvu to je poslovna, to je trgovska ponudba, zdaj na vas pa je, ali boste vi to sprejeli, ali pa ne. Je pa treba vedeti, da živeti je pa treba častno, brez lumparij, ker če pač narediš lumparijo, moraš za njo tudi odgovarjati. To je pa neizpodbitno dejstvo. Tako da jaz vsakmu rečem, kjer me pač vpraša, pa ima cel kup lumparij, ne, ti kar pozaplej. To, kar si v špiču, to moraš poplačati, pol pa se lahko greš naprej. Tako pač je. Sodniki, tako kot je že Primož omenil, delujejo brez jamstva. Čeprav jim je IACA, da v bistvu to je njihova zavarovalnica, da zavaruje vsak primer posebej. Ampak tudi tega ne počnejo, zaradi tega, ker ljudje tega ne veste. Ne veste, bom tako rekel, mi zdaj to vemo, ampak to vedenje dajemo med vas, da boste lahko se obrnili. Tudi v priročniku je napisano, kako se pogovarjati z sodnikom ali sodnico, kakšen dopis jim je potrebno napisati. Točno prav mušter je napisan, zato da se lahko znate v bistvu nekako obrniti, ker oni sodbe ne morejo izdajati oziroma je spet izvrševanje kaznivega dejanja z njihove strani na večjih nivojih
In sicer tudi s tem, ko izdajajo sodbe v imenu ljudstva. Oni sodbo v imenu ljudstva ne morejo dati, prvič, ljudstva ni. Kiro ljudstvo? Saj pa vemo, da noben ne sme na sodišče. Ne? To ni volja ljudstva, če so si oni to tako pač prisvojili, ne? Da oni pač to lahko, pa ne smejo. Niso niti zavarovani, izvršujejo davčne utaje in sodniki in policaji, kompletna javna uprava bi morala za vsak odprt primer izpolniti ta IRS obrazec. Sodniki imajo 1040, policaji 1096, tudi banke izvajajo davčne utaje. Tudi oni niso čisti. Kradejo, lažejo, goljufajo, ne? Ker ko greste vi na banko po kredit, oni vaš podpis 9-krat ponaredijo, ne? In iz vašega podpisa znajo 300 milijonov ustvariti za sebe dobička. Sicer ne kritih 300 milijonov, ker ta papir tako nima kritja, ne? Ampak vseeno, vaše račune, vaše kolateralne račune pa lahko praznejo. Ne? Tudi IRS obrazec bi vam mogli dati, pa ga ne dajo, zaradi tega, ker tam ste vi upnik, oni so pa dolžniki. Ne? Prispodoba Primoža, ne? Vi ste tisti, ki pije, oni so pa tisti, ki morajo plačati. In to je neizpodbitno dejstvo. Tudi kredit, ki ga domnevno vračate, bi mogel iti na vaš konto nazaj na Department of Treasury. Pa tega ne počnejo, ampak si bašejo te novce v svoje žepe. To se pravi, ko jim rečeš, da so kriminalci, so pa užaljeni. Ne? Ne? Jaz sem tudi imel primer, ne, ker meni v bistvu, jaz vem še ostale stvari, ki ni v priročniku napisan, ki tudi pač ne bo nikoli napisan, ampak sem že tudi javno obelodanil, zaradi teh stvari sem pač bil napaden. Ne. Tako da se ne bo kjer ustrašil, ker en me vprašal, ja, no, zdaj pa imaš, ne, ko si živ človek, ne, zdaj pa imaš, ne, kam so te spravili. Ni to zaradi tega. Zaradi tega se njim ne splača ukvarjati, pa veste, tudi preveč nas je ratal, da bi se tega še sploh upali. Ne. Treba je biti samo suveren, ne odstopati od svoje namere. Če stopite na pot svobode, osvoboditve, pol na tej poti morate tudi stopati. Zato je tukaj Primož, zato je tukaj Mateja, zato je Miran, zato smo vsi tukaj, da vam bomo stali ob strani, vam pomagali, svetovali. Zato je tudi priročnik, ne? Da si ga boste lahko prebrali in se tudi po njemu tudi ravnali. Ne? Noter imate upisano, se pravim, vse, kako je oseba nastala, kakšen pomen ima Department of Treasury, o IRS-u, o davčnih utajah, o policiji, o bankah, ni da ni. Ne? Jaz bi pa tukaj sam še povedal, tudi davčna uprava, ki vas globi, ki vas terja za 1 evro ali pa za 10 evrov ali pa 100 evrov, ne? To so največji kriminalci. Vsi bi mogli izpolnjevati IRS obrazce. Vsi. Pa jih niti eden ne. Se ne rečem, da te zaposleni, da vsi vejo. Vejo pa ta glavni, pa definitivno vse vejo. Ne? Jaz sem dobil potrditve jaz sem tak, pač pravijo, da sem na gobcu doma, jaz jih kličem, pa jih gnjavim, pa jih sprašujem, kamačka okoli vrele kaše, pa se zmeram zagovorijo. Ne? Bil sem tudi v petek v stiku z bivšim sodnikom, ki ga je sistem žrtvoval zaradi svoje svinjarije, da so se pol malo zadeve potišale. Mi je vse potrdil. Vse. Dobil je v branje tudi to glede arbitraže, dobil je v branje tudi priročnik in je po vsej verjetnosti že, lahko rečem, tist, ki bo pomagal, da se spelje arbitraža in tudi, da bo pomagal pri izpolnjevanju obrazcev. Ne? To je pač najnovejša informacija od petka. Tako da, gledajte, zdaj
Priročnik je pisan, res pisan v jeziku, oziroma ki naj bi ga razumel vsak. Je brez veze, da zdaj dolgovezem, zdaj, če ima Primož še kakšno vprašanje za mene,